Ko smo bili majhni, smo vsi sanjali o takšnem avtomobilu. No, 5 jeklenih lepotcev pa smo danes na Vranskem poskusili tudi mi. Avtomobili so lahko dosegli hitrost do 250 km/h, zato so si vozniki dali duška. Stari mehanikar mi je enkrat v davnih časih rekel, da avto je treba goniti, da se nimajo časa pokvariti, pa upam, da to ne vidijo policaji. Bili so hitri in drzni, zato je na poligonu prihajalo do napak. Tudi to se zgodi, kljub opozorilom inštruktorja. Hitrost tista, ki nekomu omogoči ali onemogoči izvedbo nekega manevra. Čeprav sta vsem najbolj pomembni funkcionalnost in varnost avta, je danes prevladal užitek. Ne uspem pogledati, koliko grem. Koliko se vozimo največ? Do meje. Hejmo! In smo šli čez drn in strn, vse za oceno, kateri avto je najbolj primeren. En je bolj med kegli stabilen, drug se je dobro držal na stezi, tretji srček zapoje. Kateri bo poslovni avto leta, bo znano konec maja, ocenjevala pa ji bo izbrana žirija. Ljudi, ki dejansko živijo s takimi avtomobili, si jih lahko privoščijo. Mislim, da so primerni ne samo za direktorja, da so primerni za vse. Če sežete globoko v žep, a obleka in avto še ne naredita človeka. Nisem pa velik pristaš tega, da bi mogel imeti velik avto, zato da imaš velik status. Kaj pa vi osebno vozite? Mercedesa E. Če imaš kaj pod palcem ali pa ne, sanje so vedno dovoljene.